Drage gledalke, spoštovani gledalci! Rojstvo otroka je za večino ljudi eden najsrečnejših trenutkov v življenju. Kljub temu nekatere mamice veselja, sreče in radosti ne morejo čutiti. V tem primeru gre morda le za poporodno otožnost, ki jo porodnice pogosto občutijo. Lahko pa zbolijo za poporodno depresijo, ki se najpogosteje pojavi v prvih 3 mesecih po porodu, zanjo pa zboli od 10 do 15% žensk. Danes se bomo s psihoterapevtko Klavdijo Ferčak pogovarjali o bolezni poporodne depresije. Kakšna je razlika med poporodno depresijo in poporodno otožnostjo? Poporodna otožnost, potrtost ponavadi mine v nekaj dneh. Poporodna otožnost recimo je tako nenadno menjavanje razpoloženja, jokanje, potem smejanje, pač to nihanje, ne. In to mine po enem, 2, 3, tudi do 4 dneh. Poporodna depresija pa traja dlje časa. Zdaj takole mnogo mamic še vedno ne poišče pomoči, ker to probajo rešiti same ali pa rečejo, saj ni nič hudega, ali dokler ni res hudo, a ne. Fajn je, če se poišče pomoč bistveno prej, takoj ko zaznamo simptome, čisto zaradi tega, da potem tudi lažje, hitreje se pozdravi, da ne gre v težjo obliko in da se tudi ne ponavlja pri naslednjih otrocih. Kdaj že lahko govorimo o poporodni depresiji? Kakšni so simptomi? Poporodno depresijo prepoznamo po različnih znakih, morajo pa biti prisotni vsaj več njih, ne samo eden, a ne. Nekako zdravniki pravijo vsaj 5 simptomov, da mora biti prisotnih. Ti pa so naslednji: kronična utrujenost, izčrpanost, pomanjkanje energije, potem težave s spanjem. To lahko pomeni, da je spanja premalo, da se ponoči mamica zbuja prepogosto, ali pa da je spanja preveč ali pa te želje po spanju. Potem težave z apetitom in s tem povezano nihanje teže navzgor ali pa navzdol. Potem težave s koncentracijo, potem tukaj tudi pomanjkanje nekako veselja do druženja z otrokom v partnerskem odnosu. Potem en tak znak je tudi, da se zmanjša želja po dotikih, po spolnosti. Lahko pridejo tudi vsiljive misli do tega, da bi se poškodovali ali pa poškodovali otroka. Ti so recimo ta glavni. Zakaj do poporodne depresije sploh pride? Do poporodne depresije pride iz več razlogov. Strokovnjaki, raziskovalci jih uvrščajo v 3 sklope. Prvi recimo je taki biološki, ko gre za nihanje hormonov in s tem povezano delovanje ščitnice. Potem so tukaj psihološki vzroki lahko, nizka samopodoba, potem občutek manjvrednosti, lahko tudi kaki travmatični dogodek iz preteklosti, iz otroštva, ki se tukaj prebudi ob novi vlogi, ki jo ženska nastopi, a ne, ko postane mama. Potem pa so še tukaj sociološki vzroki, ko gre za pač stike z najbližjimi, partnerski odnos, če je dober ali pa ni dober, če so težave v njem, potem kako so stiki z razširjeno družino, a ima ženska, ko postane mama, podporo najbližjih. Potem pa tudi lahko kakšne finančne težave, težave s stanovanjem in tako naprej, ki lahko zelo močno skrbijo mamico, a ne. Ali poporodna depresija mine sama ali jo je potrebno zdraviti?
Ko gre za blažjo obliko, ali pa ko prepoznamo zelo zgodaj poporodno depresijo, je dovolj že psihoterapevtski proces in ni potrebno farmakološko zdravljenje, a ne zdravljenje z zdravili. Ko pa gre poporodna depresija v težjo obliko, je pa potrebno poiskati pomoč zdravnika. Kdaj gre za težjo obliko? Ja, takrat, ko mi ne moremo več funkcionirati normalno. Pa potem tudi kombinirati zdravljenje s psihoterapijo, da se potem to hitreje razreši in dokončno razreši. Drage gledalke, spoštovani gledalci, če ste pri porodnici opazili znake poporodne depresije, jo čim prej opozorite na njeno stanje in ji svetujte, naj poišče pomoč. Tako bo materinstvo lahko začela doživljati tudi kot nekaj lepega, čeprav je včasih naporno, pa kljub temu osrečujoče. Se vidimo prihodnjič.